Dobro večer, gospod Krkovič, na proslavju Dnevu državnosti. Povejte mi, kaj vam pomeni najprej ta dan? Ja, veliko tega, torej Slovenijo, samostojno Slovenijo, Slovenijo v Evropski uniji, perspektivno Slovenijo, sicer pa seveda na tak dan vedno znova se prikličem v spomin dogodek izpred 17 let, ko sem na tem mestu razglašal samostojno državo na vojaški način kot poveljnik prve častne čete, lahko bi rekli prve gardijske enote Slovenske vojske in seveda vse tisto veličastno vzdušje, ki je takrat prevevalo ta prostor. A mislite, da se naši politiki oziroma politika vede tako pubertetniško zato, ker še nimamo polnoletne države, ali bi bil kakšen drug razlog? No, ne bi želel komentirati politiko, jaz sem vojak in o tem se ne bi želel izražati. Zdaj, še mojete proslava vam je bilo všeč? Izjemno. Je bilo v redu? Izjemno veliko simbolike, veliko slovenstva v njej, tako da moram reči, užival sem. Še nekaj povejte, a ste mogoče oboroženi na proslavi? Koliko ste bili na misli, a ste na zaslišanju 8-8 ste prvič oboroženi? Kaj pojmujete pod biti oborožen? Če imate mogoče osebno orožje samo? Na nek način imam vedno kaj pri sebi, nikoli nisem brez. Gospod Krkovič, najlepša hvala. Tudi vam. Ponosen sem, da je Slovenija dejansko samostojna država. Veliko delamo vsi na tem, da bo še boljše življenje pri nas. Očitno se je zelo veliko spremenilo od osamosvojitve do sedaj. Delamo na tem, da bo še vedno boljše. Povejte mi, kaj ste 17 let nazaj delali, današnji dan? Kako se ga spominjate? Komu vprašam? Današnji dan 17 let nazaj sem živel še v Washingtonu in svojo družino smo pa proslavljali tudi tam. In z drugimi Slovenci smo jih povabili v naš dom, da smo skupaj praznovali to, kar se je dogajalo in pa odvijalo tukaj pri nas. Najlepša hvala.